O tablicah dan danes ne slišimo več veliko, a tako ni bilo vedno. Leta nazaj so vsi gledali v te naprave kot na nekakšne naslednike prenosnikov, a ta popularnost je s časoma izkopnela, saj so telefoni začeli dobivati dovolj velike zaslone in ločljivosti, da so bili tablični računalniki spodrinjeni ob stran. Vendar te naprave še vedno obstajajo in na njih ne delata samo Samsung in Apple, ampak tudi Lenovo. Ta nam je na test poslal nedavno izdani Lenovo Tab P11, ki se po mišicah in specifikacijah res da ne more meriti s težkokategorniki tablične industrije, a jih še vedno lahko priporočimo vsem tistim, ki bi radi tapkali po večjih zaslonih in zato ne bi radi zapravili povprečne slovenske plače. Znotraj paketa Tab P11 se nahaja sama tablica, navodila in polnilec z USB-C kablom. Dodatna oprema je seveda na voljo, saj Lenovo prodaja tudi namenske ovitke in tipkovnico, ki jih pritrdimo na tablico preko magneta, vendar boste zato morali seveda odšteti dodatne evre. Ohišje je narejeno iz črne kovine, ki da v roki občutek kakovosti in nam da vedeti, da zna tablica preživeti tudi nesrečno bliže srečanje s tlemi. To sabo prinese svojo ceno, saj tablica tehta slabega pol kilograma in če temu dodate še magnetni ovitek in gor navesite še tipkovnico, imate hitro pri roki rezervno utež za treniranje bicepsov. Tab 11 je ena večjih tablic, saj zaslon v primer meri 11 palcev oziroma slabih 28 cm. Na spodnji strani se nahaja USB-C vhod, na desni pa reža za microSD kartico. Na zgornji strani se najdete še dva gumba za nadzor glasnosti. Čisto na robu zgornje stranice najdemo še gumb za vklop in izklop naprave in na splošno je vse to postavljanje gumbov nekam neergonomsko in zna koga zmotiti, še posebej, če tablico veliko obračate in bi vedno radi imeli hiter in enostaven dostop do vseh gumbov. Zgoraj lahko najdemo še dve reži za zvočnike, leva stran pa vsebuje magnetno držalo, na katero lahko pritrdimo tipkovnico. Sam zaslon vsebuje dokaj debele črne stranice, a te zaradi splošne velikosti ekrana ne motijo preveč. IPS panel dostavi ločljivost 2000x1200, slika pa teče pri 60-hertznem osveževanju zaslona. Seveda bodo razvajenci tu pojamrali nad manjkom 120-hertznega osveževanja, a treba je opomniti, da takšne pritikline spadajo v tablice najvišjega razreda, ki pa so na koncu tudi nekajkrat dražje od Taba P11. Lenovo je tako lepo ujel razmerje med strojnimi specifikacijami in ceno, kar se odraža tudi na dobrem zaslonu, ki na koncu izgotovi spodobno sliko. Malce manj impresiven je procesor Snapdragon 662, ki je tipičen za naprave nižjega ranga. Tu je še nekam revnih 4 GB pomnilnika, ki sicer zadostujejo za vsakodnevna opravila, a za kakšno bolj resno igranje iger ni primeren. Vse skupaj pa zaključi 128 GB spomina, kar spet ni tako slabo, še posebej, če boste tablico uporabljali v spregi z shranjevanjem podatkov v oblaku. Seveda pa lahko ta del preko microSD kartice razširite na dodatnih 256 GB prostora. Tablice navadno uporabljamo za branje in risanje in tako je tudi v tem primeru. Tab P11 prihaja s prednameščenim operacijskim sistemom Android 10, ki je trenutno tudi zadnja verzija, ki jo lahko najdemo na teh tablicah, ampak jih lahko tudi nadgradimo kasneje na Android 11. Dobra novica je tudi to, da sistem pride z nekaj prenaloženimi aplikacijami, a teh presenetljivo ni toliko, da bi izgubljal živce kot pri kakšnem Samsungu. Seveda so tu tudi kamere in čeprav tablice navadno ne uporabljamo za fotografiranje, je še vedno lepo, da je možnost tukaj. Za zajemanje sepkov se bomo poslužili z kamero 8 megapikslov, ki ven izda presenetljivo dobre slike. Le navaditi se boste morali na orientacijo kamere, saj je ta namenjena slikanju v horizontalnem načinu. Kar je nekako tudi logično, saj bi zadevo bolj kot ne uporabljali samo za videoklice. Na zadnji strani se nahaja 13 megapikselna kamera z bliskavico, ki da prav tako zadovoljive rezultate, a seveda ni za pričakovati kakšne mojstrovine, ki jih izdajo najnovejši telefoni. Skupno gledano dajo kamere ven dobre rezultate, ki jih od tablice v tem cenovnem rangu tudi pričakujemo. Sama izkušnja uporabe je prav tako dobra. Android 10 je dovolj hiter in odziven, da je preklapljanje med aplikacijami brezšivno, kot rečeno pa je ekran tudi dovolj velik za gledanje Netflixa. Pri tapkanju po ekranu boste hitro opazili, da zaslon vse prerad pušča za sabo naše prstne odtise. Tako da, če ste alergični na takšne zadeve, potem je najbolje, da s sabo vedno nosite krpico za brisanje. K izkušnji pridodajo 4 zvočniki z Dolby Atmos tehnologijo,
ki ven izvržejo odličen in kristalen zvok. Tega lahko do neke mere prilagajamo tudi preko vgrajene aplikacije, tako da si nivo zvoka prilagodimo za različne situacije. Zadeva bo najbolje zvenela na stojalu, saj se dva zvočnika nahajata ob straneh tablice, ki ob držanju v horizontali prekrijete z rokami. Ta P11 zna pognati tudi kakšno igro, a zaradi bolj osnovne strojne opreme ne boste gledali v kristalno čisto sliko z najvišjimi teksturami. V igri PUBG denimo ne moramo izbrati HD tekstur, tako da boste gledali v bolj medlo sliko. Fortnite pa je tekel sorazmerno udobno in na malce slabšo optimizacijo se boste brž privadili. Za konec se ustavimo še pri bateriji. Ta nam da pri enem polnjenju nekje 14 ur zabave, kar je dovolj za nekje 2 dni povečane uporabe. Ta P11 polnimo preko priloženega USB-C polnilca, žal pa polnjenje baterije traja presneto dolgo. Iz ničle do 50% boste zadevo polnili dobro uro in pol, za popolnoma napolnjeno baterijo pa si bo treba vzeti debele 4 ure časa. Lenovo je Step P11 tako dostavil zanimiv izdelek, ki zaseda srednji rang tabličnega trga. Za dobrih 300 evrov boste v roko dobili kvaliteten izdelek, ki bo zadostil vsem vsakdanjim potrebam. In če gor priklopite še tipkovnico, dobite praktično miniaturni računalnik za res nizko ceno, ki bo prav prišel vsakemu nezahtevnemu uporabniku, ki si ne želi ravno poganjanja najbolj sodobnih iger pri najvišjih sličicah na sekundo. Lepo, spodobno božično darilo je tole, nad katerim pri razpakiranju pod božično jelkico nihče ne bo gledal zviška. To je bilo to za ta opis, se vidimo naslednjič v novem opisu neke zanimive strojne opreme. Se vidimo!